Pozdravljeni iz atletskega stadiona Poljane, kjer v ozadju lahko vidite, kako se gradi atletska ogrevalna dvorana, največji infrastrukturni projekt Olimpijskega festivala Evropske mladine. Ker se bo ta v Mariboru začel že čez 16 dni, je osrednje vprašanje, ali bo dvorana končana pravočasno. Tako, danes po včerajšnjem pregledu stanja gradbišča lahko damo dobro izjavo, da v ponedeljek že steza in infrastruktura pričaka mednarodnega delegata za atletiko, ki bo upravil drugi pregled pred samim tekmovanjem EOF. Se pravi, osnovni pogoj za izvedbo tekmovanja je tribuna in ogrevalna steza v sami dvorani, ki bo do OFEM-a tudi dokončana. Včeraj smo si stanje tudi ogledali, izvajajo še se estrihi v dvorani in potem nanos tartana. V ponedeljek bodo tukaj že pripravljene tudi črte in tako bo zunanja zadeva sanirana v celoti, kar je bilo predvideno. Imamo pa še 16 dni časa, da seveda dokončamo do tekmovanja vse, da bo atletika potekala na najvišjem nivoju. Vsa sredstva, ki jih je država predvidela za ta objekt tukaj, so več kot realizirana, tako da tudi s tem nimamo skrbi. Žal do tekmovanja ne bo možno spremljati atletike pod samo streho, ta bo dokončana potem kasneje. Tudi nekatere sanitarije in ostala infrastruktura bo žal v kontejnerjih, to je pač dejansko stanje. Tega dogodka se seveda več kot veselimo. V naslednjem tednu dobimo tudi končne številke vseh prijavljenih. Številke so dobre, okrog 3620 udeležencev, tako da računamo, da nekje pri teh številkah bomo tudi ostali. Kar se tiče same izvedbe tekmovanja, bo tako, da bo v ogrevalni dvorani bo možnost ogrevanja za šprinterske discipline in pa tehnične discipline. Meti in pa kratko in pa dolgo progaši pa se bodo ogrevali čez cesto na območju športnega parka Tabor. Zato bomo tudi ogradili primerno to ogrevalno površino. Na drugi strani ceste bodo postali tudi šotori za vse reprezentance in pa tudi za fizioterapijo. Ja, mi smo veseli, da bomo končno vendarle po dolgih 30 letih dobili primerno vadbeno površino tudi za zimsko vadbo. Ogrevalna atletska dvorana s tribuno je pač tisto nujno zlo, ki ga pač moramo kot organizator tako velikega tekmovanja enostavno tudi zagotoviti. Kot vidite, tribune počasi nastajajo, tudi ogrevalna atletska dvorana se pripravlja. 634 atletov in atletov iz 48 držav bo tukaj tekmovalo 6 tekmovalnih dni. Kot zaposleni na Šport Maribor bomo seveda naredili vse, da bo tekmovanje potekalo brez težav. Naj povem, da v ponedeljek k nam prihajata oba tehnična delegata, ki bosta poskrbela, da bo tekmovanje potekalo tako, kot mora, v skladu s pravili in pa da bo vse zagotovljeno. Zaradi kratkega roka izgradnje smo obrali enofaznost izvedbe, to pomeni, da zagotovimo možnost izvedbe tekmovanja, pa bi rekel, po tekmovanju končamo objekt, tako kot je bil predviden v skladu z projektno dokumentacijo. Kaj bo zdaj narejeno do začetka tekmovanja vse in kaj potem še? Potem sledijo se recimo streha, sama okolje bo se asfaltiralo, pa znotraj se bi rekel to pritličje končajo obrtniška dela. Kolikšen bo rok do teh dodatnih del, ki bodo po tekmovanju? To je v roku 30 dni vse končano.